želje, da bi to videl v svojem kraju. Šef, imaš pa v centralu tam, ima en razgovor. Zbrali smo se na zadnji predstavitvi oziroma na zadnji razstavi letošnje sezone likovnih razstav v Galeriji Domžale. Tokrat gostimo avtorico, slikarko Vesno Čadež. Vesna je mlada mamica in je zbolel otrok in je zbolela še ona, tako da je žal ne bo danes med nas. Ampak nič hudega. Jaz sem ji zaželil čim prejšnje okrevanje. Se bomo pa mi posvetili, glede na to, da imamo vsak po par oči in ušes, se bom jaz potrudil z eno tako interpretacijo tega, kar imamo pred sabo. Pa lahko kar začnemo. Sicer že sem omenil, Vesna je mlada avtorica. Njene slike so na prvi pogled take zelo tihe, umirjene, čeprav so, rekel, njena paleta ali pa barve, ki jih uporablja, so relativno čiste in rekel, največjo vlogo pri slikah imajo transparence. Kaj to pomeni? Če najdemo recimo na kakšni sliki ali pa na tej, transparence tistega, kar mi slutimo, da je zgrajeno tako, kot je v realnem prostoru, tako v realnem življenju. Te slike so, bilo rečeno, take zelo preproste. Na nek način vzdržuje kondicijo, prej smo se v Zuni pogovarjali, osnovne šole. Veste, v osnovni šoli, recimo tisti boljši kalibri, podoben slikajo. Ampak seveda to ni njen nivo ali pa njen kaliber. Ona je seveda šolana slikarka, je akademska slikarka in je jasno, da obvlada do popolnosti vse, kar se tiče proporcev, figure in tako naprej. Tako da, rekel, ta njen izlet v ta Hopperjevski način, poznate slikarja Edvarda Hopperja, ki je slikal eksterierje oziroma taka tihožitja samo iz predmetov ali pa samo iz ulic, pa hiš, pa svetlobe, pa teme in tako naprej. Smo tukaj nekje slično, ampak zelo, zelo drugje. Jaz sem v spremni izloženki napisal, da si želimo v Domžalah imeti kakšno tako podobo, kot je tukaj naslikana. Ampak to tako otipljivo, veste, da bi lahko vanjo stopili. Ne bi, tam imamo eno čudovito parcelo, recimo sred Domžal, ki je namenjena pločevini, oziroma razstavi naše pločevine. Pa bila saj razstava, veste, to ljudje tam parkirajo in grejo in v resnici tega nihče ne gleda. Tako da tudi to ni. Skratka, najboljši prostor v našem mestu smo namenili parkiranju, kar je, ne vem, kako bi to sploh lahko imenovali, če obstaja kakšna pametna oznaka za to. Mislim, da ne. To je totalna neumnost, veste, kar mi počnemo, iz najboljše parcele v centru mesta. Zakaj bi jo pa imeli? Ja, za tole, veste, za mogoče park, pa da bi tam rože posejali ali pa posadili, pa da bi raslo drevje. Dobro, so posadili ena drevesa, ampak to v zadnjem letu, sploh ne vemo zakaj, kakšen namen imajo zdaj tista drevesa. Je fajn, sploh da so, Po drugi strani so tam neko stanje podarali v križišču, popolnoma zdrava drevesa, zato ko se je en bal, da bo neki kakšna veja padla, ne vem kaj, česa se bojijo. Veste? In tako naprej, tako naprej. Skratka, tukaj vstopamo v
ko to Vesnino razmišljanje, veste. Vesna je zelo tankočutno povezana z naravo. In to naravo upleta oziroma jo slika v urbanem okolju. Tudi če ni tako, kot na sliki izgleda, si pač izmisliti neko temo ali pa da neke stavbe, ki jih je mogoče videla ali fotografirala ali videla v časopisu ali reviji ali kakorkoli. To je primer, tam je tista dva akvarela na uni steni. Tista dva akvarela sem zbral zato, da se mi zdi ta tako najbolj pojasnevalna oziroma tak esenc njenega čutenja in njenega ustvarjanja ali pa razmišljanja. Sicer to, da uporabi neko fotografijo, ki jo potem likovno zmanipulira in ji doda zraven še en spektr, ena polja, barvna, preizkuša svetlobe, preizkuša barvne vrednosti in tako naprej. In na teh slikah je seveda podobno. Mi imamo tukaj urbano pokrajino s temi stavbami, okni, vertikalami, horizontalami. To je zanimivo, da so vsa ta polja, vsa ta slikovna polja večinoma razdeljena na eno, rekel, kartezijansko izkušnjo, to se pravi na X, Y osi, na vertikale in horizontale, in pa seveda na naravno okolje, ki je zraven, ne vemo čisto dobro kako, nalepljeno ali pa lepeti. Recimo pri tej sliki, veste, imamo občutek, kot da gledamo samo v enem približku skozi mogoče teleobjektiv, neko skupino stavb, pred katerimi, oziroma med stavbami in nami je drevje ali pa je park. In edini občutek statičnosti so tale tla, do katerih hodijo neke osebe. In te osebe, če pogledamo, nimajo kakšnih hudih detajlov, naslikanih, niti neizrisanih, ampak jim pogosto ali pa takoj vemo, ko jih zagledamo, kot detajl recimo, kaj te osebe počnejo. Recimo, una punca tam na uni sliki, ta čista prva, ta najbližja, nekaj bere in je v resnici zamišljena, za razliko od tega človeka, ki mu ne moramo niti spola določati točno, ki pa samo počiva tukaj, samo sloni v parku in zre nekam udaljava. Seveda, to veduto mi lahko takoj očitamo, takoj vemo, kje je to. To je delavski dom na križišču Tivolske in Celovške, blizu Ilirije. V bistvu Tivoli park, ne vem, če je prizor resničen. Se mi zdi, da je zelo redko tam opaziti tako gostoto ljudi v tem delu parka, razen kadar je ena študentska prireditev. Ampak, glejte, in te rože tukaj, in ta transparenca tega grma, veste, govori o teh vsebinah, ki so v resnici eterične in mogoče obstajajo samo na sliki, obstajajo samo kot ideja. Hkrati je pa to en tak fin, ravnotežen del te slike. Veste, najbolj pestra barva na tej sliki je seveda ta, pink, rdeča. Vse druge imajo eno povprečno ali pa 2 do 3 povprečne svetlostne vrednosti. No in motiv je v resnici tak tih, na nek način meditativen, vsi imajo eno zelo majhno povprečno hitrost na tej sliki. Ravno tako tam ali pa tam. Recimo, pri tej sliki je pa skoraj izključno samo urbano okolje oziroma pozidano okolje centra prestolnice. Ena taka veduta, ki je človek seveda kot razgledanco ne bi posloval. Ali pa tudi, mogoče. Ampak, glejte, najbolj zanimiv del te slike je pravzaprav tale, ki je najmanj zanimiv. Tale siva ploskor, ki ne vemo čisto dobro, kaj je to, A je to rob okna, ali je to mogoče karton, ki si ga je takole avtorica dala zato, da je tukaj ono črno vdovo prekrila, ali zares zre skozi okno, ali ne vemo čisto dobro kaj. No,
ne glede na to, ne, je ta siva ploskev, tista najbolj bistvena, to pa zaradi tele silhuete tukaj dol. Vete, ta silhueta je njena senca. Ne. Zelo majhna razlika te sivine, ne, ampak tukaj je ona noter. Ne. Ona kot en duh, en spirit, ki nekje iz ozadja ali pa popolnoma nevidno opazuje eno stanje brez opota, recimo tukaj ni avtomobilov, na tem mostu skoraj vedno en vlak parkiran, ne. In samo ljudje hodijo še celo en prse tam, ne. Kar je zanimivo, ne, oziroma zelo nenavadno za to križišče, ker to je najbolj prometno križišče v Ljubljani. Ta supervizor, ki je tukaj, ne, je tista nezavedna vsebina, ki je seveda otroci pri takem načinu slikanja niti slučajno ne vključijo ali pa ne uporabijo. Moram reči, da jaz sem bil najprej, ko mi je Vesna poslala fotografije svojih del, ne, bil čisto navdušen. To je Paul Klee, ne, ki je začel uporabljati pestre barve, ne, ampak Paul Klee je itak uporabljal vse sorte barvil in sredstev za nanašanje barve in tako naprej. Ne. In to je njena izkušnja s tem velikim avtorjem. Ne. Pa če se ne omejimo samo na Paula Kleeja, ne, mogoče celo na abstraktne ekspresioniste ali pa na ekspresionizem na splošno, recimo iz sredine 20. stoletja, ne, se vidi njen, ali pa se čuti njen temeljič tudi, hkrati pa tudi mogoče unih Einzelgängerjev, oziroma tistih posameznikov, ki so moleli ven iz nekih izmov, iz nekih povprečij, iz nekih dogovorov, kot je recimo Carinik, Le Douanier, ne, ki je slikal fantastične slike džungle in živali noter, ki gledajo tako ven in tako. Take zelo zanimive. Ne. To, če boste imeli priložnost kdaj videti, recimo v Parizu ali kje, ne, je to zelo zanimiva izkušnja. Ne. In recimo temu Douanierju je najbolj tale slika blizu, čeprav Douanier slika gostoto zelenja, intenzivno zelenja, ne. Ampak ona še vedno ostaja pri tem dualizmu, pri tem totalnem nasprotju, ne, popolnoma pozidane pokrajine in naravnega okolja, za katerega ne vemo čisto dobro, ali je naravno ali ni. Recimo, kako ne vemo, ne, kako da to mogoče ni naravno okolje? Doskrat se peljamo z galerijo na Potepu, ki ste glavno večina Potepuhi, ne, se peljamo proti Benetkam, ne. No in v tej Padski ravnini, oziroma v Furlaniji, Furlanija je tudi en tak velik predel naplavljene in odložene zemlje in tam v resnici ne vidite niti koščka naravnega okolja. Ne. Vsa okolica tam je seveda industrijska, ampak to totalno industrijska, intenzivno industrijska. Ne. Vse je prepredeno s kanali, namakano, vse ima nek namen, ali so to polja, ali so to jagnjeta, ki jih gojijo za celulozo, ali ne vem, koruza, karkoli. Ne. In v resnici ne najdete neke okolice, ki bi bila divja, kjer bi bil še naseljen mogoče en ostank resnične narave. Tako da tukaj pa ugotovimo, da v resnici so to tudi te parkovni elementi, ki jih uporablja kot podobo, ali pa slika kot podobo, ne, so seveda del te urbane krajine. Ne. Naslov razstave je Urbana tihožitja. Ja, to je naslonilo na tisto Hopperjevo slikarstvo. Ne. Zares so tihožitja, ker nihče nič ne govori. Ne. Vsi tukaj nekaj sicer počnejo, ampak njihovo največje razburjenje ali pa
najmočnejša emocija je to, da nekam pogledajo, ne, ali pa da se ozrejo, recimo, te osebe, ki sodelujejo tukaj na slikah. Tako da je vse skupaj v resnici ena taka podoba eteričnosti, ne. Podoba razumevanja, veste, ali pa enega lebdenja, kot angel lebdenja v tistem trenutku, ne. Vi ste lahko sredi popolnoma urbanizirane pokrajine, kot je recimo tole križišče, hotel Lev, pa tudi ljudje iz Tivolija, iz parkinga, ne vem izkot, ne. Ampak vi ste pa tukaj zraven kot, mogoče v tistem filmu Nebo nad Berlinom, oni angeli, ki so v resnici taki kot ljudje, ne. Po strehah stojijo in gledajo dol, in gledajo usode ljudi in kako je v resnici na tleh, ne. Kakšna je razlika med tem, da fizično ne obstajaš in tem, da si v fizičnem svetu prisoten. Tako da, ta njena izkušnja se mi zdi zelo močna, čeprav videz nas vedno odpelje malo drugam, ne. Ampak dokazi seveda obstajajo. In to so tako, mogoče tiste dve študije akvarelov, ne. In seveda vse slike v tem prostoru. Zdaj, glede na to, da avtorice ni tukaj, ne, je ne moramo vprašati, če smo se mogoče zmotili. Ampak mislim, da se nismo. Tako da jaz ne bi imel več drugega kaj povedati, če imate kaj za vprašati, seveda lepo prosim. Drugač pa je razstava odprta in imamo zdaj ves čas, da še malo tukaj posedimo, poklepetamo. Zadnja razstava. Kaj dobrega pojemo, ker je grih zadnja razstava. Ne. Vabim vas seveda na prvo razstavo prihodne sezone, ki bo v oktobru. Naše razstave so vedno v sredini meseca, to je sredinski četrtek, rečemo, ne. Vedno ob 7. uri, na istem kraju, v Galeriji Domžale. Že na začetku bo en zanimiv avtor, presenetljivega opusa, zelo raznolikega. Ne bom povedal. Pridite, pa boste videli. Ne, zelo, boste videli, no, zelo take intrigantne predmete, stvari izdeluje, kot rokodelc in kot umetnik. Jože Šubic. Ne. Tako da lepo vabljeni. Zdaj pa uživamo naprej. Hvala. Kako? Te lahko vprašam za tvoj komentar na neko mojo predstavo. Kaj sem drugo občutek, da vsaka slika ima ljudi drevesa. Ampak, če to povežem z urbanim okoljem, ne, sta oba izgnanca. Drevo sanja o gozdu, ki ga nima, človek sanja o družini, ki ga nima, je ena obupna osamljenost in dreves in človeka, oba pa sanjata gozd. Glavno zlo je pa skrito, torej nikjer ni mega avtomobila. Ja, sej to je bila istočnica na začetku, ko sem jadikoval za tem čudovitim prostorom tukaj, ki je namenjen plehu. Ja, seveda, ne. To je v resnici tista izkušnja, ki nam vsaj v takem gostem naselju ali pa v gostoti, v eni koncentraciji ljudi, ne, ostane. Mi moramo imeti prostor, v katerem bomo sproščeni, v katerem bomo lahko zasanjali, v katerem bomo lahko tiho, recimo. Nam ne bo treba komunicirati, kjer se bomo lahko usedeli, brali knjigo ali pa nič delali intenzivno. Ne. In to omogoča to nasprotje, ne. Ali pa to hlepenje po dopolnitvi drevesa, ki bi šel rad v gost, in človek, ki bi šel tudi rad v naravno okolje, ne. Hkrati je pa doma v... Oste izgnanca. Tako. Ja.
Ja, da razmislim, bomo še prišli, moram še prepeljati v moje konce. Je pa kolorit, ne, izjemen. Veste? Tako, rekel, uporaba čistih barv se mi zdi zelo riskantna, težka. Ne. Vedno se spomnim debate, recimo Jana Zabernika pa Metke Krašovc, ki sta se prepirala, kdo si upal uporabiti čisto rumeno. Ne. No in seveda nismo prišla do odgovora. Ne. In pa sta nekako poskušala, Metki je skoraj rata, ne, Jana Zabernik ne. Nobene sence ni tle, nobene svetlobe, vse je samo postavljeno, mehko, zmehčano, vse, kako bi se res vse postavilo v enem trenutku, v enem času. Ni senca, to je skoraj nemogoče, skoraj težko to narediš, ne? Moraš biti blazno zavestno, moraš to. Najbolj zanimivo je pa to. Senca pomeni dušo, ne? Tudi lahko, ne, razen tam malo kakšenega. Zelo zanimivo je, da so to taki prostori, kot jih vidimo na severu, recimo. Na severu je taka svetlava. Recimo Stockholm, Finska, Norveška, ne, in tam pol še višji gor, ne. Ki je tudi dosti oblačnega vremena in je taka svetla, svinčena svetlova, ne, povsod naokrog in ni senc in je zanimivo, ne. Kako je uspela to cepati na svoje slike. Vabljeni me pozača. Máme na momentu napraviti, kako je Janez zaspomnila, kako je nekaj obdobje, ne večkrat. Da prav pogrešno, da se to